Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kako bi se vam zdelo, da bi namesto krožnika dobili hrano servirano v tole? Neko plastično posodo ali pa še hujšnje, v kakšen odpadni lonček ali pa embalažo od hrane. Da ne govorimo kar o postrežbi na kakem papirnatem piltku ali pa časopisu. Ja, verjetno vam ne bi bilo lih všeč, ne? Vsi radi jemo iz lepega, zdravega in neoporečnega servisa oziroma posod. In enako je z našimi ljubljenčki. Zdaj pa, vsi, ki imate žival, ne, vemo, da jim privoščite res najboljše. In jaz recimo vam povem, da sem našla prvo kado posodo za svojega Otija in to je tale luška, na kateri piše res tako lepo dom je tam, kjer moj pes poliva vodo. Ja, verjetno nisem edina, ki ima pol vse še polit zraven in zakaj se ne bi temu seveda skupaj malo nasmejali. Ob meni pa sta že ustanoviteljici te čudovite znamke Andreja in Tamara. Lepo pozdravljeni obedve. Zdravo. Andreja, da mi da kar začneva. Ti si profi, kar se tiče teh materialov. Zdaj vsi poznamo, posode so luškane, ne? Ko govorimo po materialih, se pa zelo hitro zaplete, ne? Materiali niso najbolj neoporečni, kar se tiče zdravja, tudi ko govorimo o naših ljubljenčkih. Točno to. In te posodice so vse iz emajla. Tako, to so res gre predvsem za zdrave posodice, ki so res narejene iz emajla, tako kot smo rekli. Gre predvsem za to, da je to res zdrava posoda, 100% zdravstveno neoporečna, ker ta posoda ne vsebujejo nikla, tako da je primerna tudi za vse alergike. In pa najbolj zdrava nekako po teh zdravstveni organizaciji še vedno ta zdrava, najbolj emalirana posoda sodi v sam vrh zdrave posode. Ne? In zato smo se tudi nekako odločili za emalirano posodo, ker želimo najnim hišnim ljubljenčkim oziroma vsem hišnim ljubljenčkim omogočiti predvsem zdravo posodo. Pa tako kot ste že sami omenili, veliko je neke plastike, veliko se ukvarjamo z prekomerno plastiko in večinoma posod so bile narejene iz tega materiala ali kovine, ni bilo pa nikjer še, nismo našle na trgu posode z emajla, no, za hišne ljubljenčke. Ne? Tako da smo nekako videli tu priložnost, predvsem pa, da ponudimo tudi našim hišnim ljubljenčkim zdravo posodo, ker zelo veliko govorimo o zdravi prehrani, imamo hrano, ki ne vsebuje žitaric, ki ne vsebuje, ne vem, tega. Kemikali predvsem. Tako, se res točno to. In se res zelo osredotočamo pozornost na hrano. Jaz pa vedno pravim, da je pa pomembno tudi iz česa jemo. Ne samo kaj damo v usta, ampak iz česa jemo, oziroma kaj je tisto v tem, čemer skuhamo, ali pa iz česa jemo. In isto je pri hišnih ljubljenčkih. In zato se mi je zdela, ne vem, najbolj primerna ta zdrava emajlirana posoda. Pa še nekaj, ne, jaz zdaj pri sebi vidim, pri svojih psih, ki jih imam že leta in leta, ne, posode treba skozi menjati, to se uniči, znutra se smrdijo in tako naprej, ne, tukaj teh težav nimamo. To je pa, ja, emajlirana posoda je res, to kupiš enkrat in imaš, ne vem, vsi vemo, da imamo še posode od naših babic, ker nam tudi nama izdeluje znano celjsko podjetje, ker smo same Celjanke in smo se odločile za slovenski produkt. Made in Slovenija. Ja, made in Slovenija. Je vsekakor iz Celja in ker smo tudi mi dve Celjanke, smo imeli to srečo, da je tudi proizvajalec iz Celja in smo vzeli blagovno znamko s 100-letno tradicijo. Tudi sama sem prej delala v tem podjetju, tako da zelo dobro res poznam emajlirano posodo in se mi je nekako zdelo prijetno s koristnim, da se to tudi združi. Je pa res to, tako kot smo rekli, naša posoda tudi ne vsebuje nobenih škodljivih premazov, tako da se res tudi med kuhanjem ne sproščajo škodljive snovi, ker se tudi v teh posodicah lahko pogreje. Ker recimo poznamo, da večinoma že tudi hišnim ljubljenčkim grejejo, kuhajo hrano, da ni vedno samo in se lahko tle tudi skuha. Ne? Tudi v pečico lahko damo, tako da je res primerno. Jaz sem že prej rekla, to bi nara jaz imela. Mislim, jaz bom imela to za kakšne misli, ampak je mene ful lepa posoda. Tudi midve mama. Tamara, zdaj me pa zanima, nisi sama danes prišla si z eno izmed svojih psičk Stijo, ne? Ki bo kasneje tudi pokazala kakšne trike, ne, da vidite, kako so to res fajn psi tukaj z te posode, ne? Tamara, veš, kaj me zanima. Kje ste se v bistvu spoznali in kako ste ustanovili in sploh pa šli na toliko fajn idejo? Tudi veliki idej imate še za naprej, ne smo se prej malo odzadnji že pogovarjali. Ja, z Andrejo se praktično poznava že celo življenje. Pri 6 letih sva se spoznale in od takrat lahko rečem, da sva najboljši prijateljici. Tako da sva šla čez vsa življenjska obdobja, recimo do odrasle dobe skupaj. Zdaj že od malega nama je že želja, pač, da preživa čim več časa skupaj in nekako, bom rekla, zadnjih 5 let se že pa kar pogovarjava, kaj bi lahko nekaj skupaj ustvarjale, delale, mogoče, tako je Andreja že prej rekla, združile koristno z pač uporabnim. In ja,
hišni ljubljenčki nama že delajo življenje v bistvu. Skozi Ja. Začele smo z mucikami, obe dve, Ja. smo imele perzijske muce na začetku. Tako, Papige, ja. prčke. Vse možno. In zadnjih 10 let nama pa družbo delajo Andrej Sija, Ja. meni Tija. Tako da sva rekle, nekako deva neki poskusiti v vezi z našimi hišnimi ljubljenčki in tako je nastala ideja. Andreja je pač se spozna na posodo, je tu zelo domača, jaz se spoznam na pse, tako da sva nekako združile. Dobitna kombinacija, Tako, res ste, ja. tako. Ja. In nekje pred enim letom Tako. sva se začele pogovarjati o dotičnih zadevah v posodah, ki so Kje je namenjene. ime Tamara? Kado? Ja. Kado, tako, sestavljena iz cats and dogs, vzeli sva črke, tako da je prišel kado, cado. Ja. Tako je. Zadnjim večerkom smo pa najprej Kato vzeli to stran, pri Dog G, Ja. in nekaj to nastane kado. Tako Ja. da je v bistvu Kado. združen, ja, in to se tudi tukaj pa vidi. Ne? Evo, Zdaj, ko smo pri posodah, moramo govoriti v bistvu o tem, torej, da so res kemično odlične. Kaj pa recimo, to smo že vse povedali, pa da plastike ni pa tako naprej. Kaj pa, ko govorimo o alergijah? Ne? Tudi psi imajo zelo veliko alergij in veliko je tudi lahko posledica kakšne sestavine, ki se dejansko nahajajo v plastičnih posodah. Res je. Se dejansko je pri naših posodah je najbolj bistvena značilnost to, da naša posoda nima niklja, ker zelo veliko je alergikov na ta nikl. Verjetno tudi pri psih je to dosti podobno. In pač tukaj smo videli neko pač res to priložnost, pa meni se najbolj zdelo tudi, v bistvu obema smo videli prvič tržno nišo, da te emalirane posode za hišne ljubljenčke sploh še ne obstaja. Ne? Ponavadi smo včasih, jaz se bolj spomnim to, da smo včasih kakšne stare posode na kmetijah devali, ne? In je tu mogoče, ampak nikoli pa ni bila prav emalirana posoda za psa. Kar se mi zdi pa dosti dobra ideja, ker tako kot sem rekla, ne vsebuje škodljivih premazov, nima niklja in se mi zdi res neka dobra kombinacija tudi za našega hišnega ljubljenčka, da lahko ima neko kvalitetno posodo. Pa mogoče tudi to, ne, kar je dobro za ljudi, ne, No. ponudimo tudi našim psom. Ne. Se Tako, pravi, če skrbimo končno, za ja. sebe, Bravo, skrbimo ja. tudi za naše štirinožne Tako. prijatelje, hišne ljubljenčke. In... Super. Meni se je tudi fajn, da dam lahko to v pralen stroj, lahko na indukciji lepo gor dam in se mi vse pogrem. Jaz bom iz tega res mislila. Ta je tvoja. Če te ne vem, kje je, lačen je še pes, ful drugače. Ja, no, Ta ja, se mi res zdi, da super. je pač za vse. Jaz sem Ja. to rekla, Ja. da tu je tudi za razne, Ja. ko sviče ven za jesti, tako da... Ti je zelo lačna in Ja, čaka. to je zelo blažje, kdaj ko je- smo postavljali stvari, je bila, kje je moja hrana. ne? Ja, Navajeni vse smo posode bili. preverila. Zdaj, zaenkrat imate torej, na razpolago dve barvi. Torej, črna je bila prva barva, s katero ste štartali. Ne? Tako. In zdaj se je pridružila še tale bež. Bež. Zdaj, ogromno napisov je, ogromno enih logotov je gor. Imen tudi ne, lahko povemo, da torej obstaja tudi čist personalizirana Tako. zadevca. Kako to izgleda, kako to poteka? Pri personaliziranih zadevah je zadeva taka, da navadno nam pošljejo naročila, ponavadi jih devamo v te srčke, ponavadi ime damo nekako v tega le noter, ampak imamo pa tudi recimo po naročilo, da se dobi pa ime tudi na motiv, pač tako kot je želja. Drugače se pa nam ponavadi v ta srček nekako da ime psa in ima pa vsak Ja. svojo posodico. Leti, ja, ti že veš. Tako da so personalizirane, tudi moram reči, da je zelo dober odziv pri personaliziranih. Ljudje pač vedno bolj Ja, imamo svojim to radi. hišnim- imamo to Osebni radi. pečat, ne, tako je. Sploh ta osebna, nek osebni dotik, no, se mi zdi, da je res ta, tako kot reka Tamara, ta osebni pečat naredi svoje. No. Tudi včasih iščemo kako izvirno darilo recimo, in nekaj osebnega, pa tudi večnega, da Tako. nekomu podariš, se tudi zelo prijeli. Tako, ker se res, zato smo tudi zraven v sortimat še dodali te tudi darilne škatle, ki zdaj ful so lepe, prihajajo res. zraven. Jaz smo naredila pač itak s tačkim in pa Srčki, na ne? drugi strani je srček, tako da je zdaj za ta čas, ki prihaja, da se lahko da res za lepo tudi darilo. Se lahko tudi kakšni napisi, recimo, pač, če se Seveda. nekdo spomni, lahko vse. že, Seveda. ne? Vse. Pri personalizaciji je možnost Vse. to, kar si želi. Tudi je možnost lastne slike psa svojega. Ja, pa se napiše, to je moj piskar, pa se da prav slika psa, lahko se da slika psa tudi na lončka, slika muce, se pravi za vse. Hišne ljubljenčke je pač mišljena, kar si vam srce poželi.
to vam kado uredi. Kar tako. Tamara, zdaj vidite, da ste res pa se ljubki, ne? Poleg tega, da so se lotile posode, ste seveda poskrbele tudi za to, da bo psom in pa mačkam udobno, ne? Torej stojala so tukaj zato, da je v bistvu ta občutek hranjenja še boljši. Pa ni samo eno stojalo, jaz sem tukaj videla 3 različne, ne? Kaj s tem? Ni dovolj. Ti črno leseni stojala bojo kar klasična, ne, linija, se pravi standardna imamo taka čist prtlična, srednja S, M pa L velikost. Zdaj to je seveda se prilagodi glede na velikost psa. Zdaj psu mora čim bolj udobno počutiti pač ob hranjenju, pitju vode. Zdaj večji psi je pač priporočljivo, da imajo malo višje posodo, da se ne sklanjajo. Tako da tudi prednost stojal je, da posodica ne drsi, da se lepo uleže. Tudi stojala so verjetno fiksna, ne? Zdaj, kakšni psi večji so malo bolj nerodne sorte, ne? Ne bomo imeli vse posod polit, ne? Tako. Zdaj pač, če zaokrožimo še vse skupaj, pa še čudovito izgledajo, ne, tako da so lep dodatek. Fule lepo. Prav tako sem rekla, koliko lepo, to bi verjetno tudi tisti, ki nimajo živali doma, ker se to zgleda. Tudi ideja za naprej, ne, bova razširjala, tako kot je rekla že Tamara, v tej smeri, da bo kot nek dodatek domu, da bo res lepo, da bo zelo estetsko, moram reči, kapo dol punci, super sta to naredili. Imamo tudi idejo, ampak še ne smemo vse izdati, ne, še za naprej. Ja, to na začetku sva začeli z neko osnovno linijo, zdaj pa gradiva naprej, glede na pač želje kupcev, ne, glede na kaj trenutno zaželjeno na trgu, lepo se prilagajamo, želiva si pa vsak izdelek res narediti kvaliteten, se poglobiti v njega, da tudi potem stojiva za njim in ga tudi, bom rekla, predstavljamo, tako je potrebno. Kje lahko naročimo, kako pridemo do teh izdelkov, kje si jih lahko pogledamo in tako naprej? Andreja? In tako vse poteka tudi preko socialnih omrežij. Seveda. Tudi brez tega ne gre, tako da vabljeni na naša socialna omrežja, kado Instagram in pa kado Facebook. Najbolje seveda smo ponosni zdaj, da nam je zaživela tudi najina spletna stran. Smo vložili res veliko truda in pol vidiš, ko si dejansko sam, ker res vse večinoma delamo res same, malo imamo pomoči strani prijateljev, ampak večinoma smo res vse naredile same. In v bistvu dejansko so izdelki na voljo na najini spletni strani www.kado.si. Ja, kado.si, vabljeni na našo spletno stran, si lahko vse izdelke pogledate, naročite. Smo tudi malo dobrodelni. Ja, sodelujemo tudi s Kulmo Masito, tako da tudi podarjamo s kodo TEA15, 15% gre potem od prodanih izdelkov v dobrodelne namene. Zbiramo do konca leta, smo se tudi v teh časih odločile, da je pač potrebno pogledati še na druge. Čeprav smo na začetku poti, smo se odločile tudi, da malo s tem pomagamo in imamo tudi to akcijo, tako da ja, zaenkrat je spletna stran in pa ta socialna omrežja, ki so najbolj pomembna. Počasi pa bo tudi potem kakšne trgovine, mogoče kakšne veterinarske postaje in pa tako počasi. Ampak res rade bi prvo, da naredimo tu kot same, da začnemo, da zaštartava. Verjetno ne boste seveda zamedle, če malo izpostavim še Tijo, ker Tija pač ni navaden pes, ne? Tija je 12-letna psička, border collie, reševalni pes. A bi Tamara si tega kakšen trikas naredila zdaj? Tija, boš malo delala zdaj? Ja, Tija je delovni pes, zdaj tak poleg tega, da je reševalka, da je sposobljena za iskanje pogrešanih v naravi in pa izpod ruševin. Sem tekom šolanja jo tudi naučila par stvari, mogoče bolj zanimivih. Tudi v 12 letih je obiskala zelo veliko osnovnih šol, vrtcev, kjer sva učile otroke pravilnega stika prvega s psom. Tudi terapevtski pes dejansko. Dejansko že res je, ja. Tako da par trikcev zna, da je mogoče malo zanimivo, ne. Tija, pedi nazaj. Sedi. Sedi. Ja, pridna si. Kaj še zdaj? Prostor. Sedi. Kaj boš pokazala? Takle, pedi leva, pedi nogice, super, nogice, še, pridna, super, pedi leva, dejte, čakaj Tija, pridi sem, pedi slalom, ja, pedi slalom, še, tako, super, pa pedi leva, ajde, pedi leva, čak,
Super. Bravo, Tija. Vse za, Da naša Tija sem ne govori. Ja, ne. vse za dober priboljšek. Okay, nekaj me še zanima. Ne? Zdaj, ko ste v bistvu, zdaj 200, okay. Ampak kako se človek, recimo sploh najboljši prijateljci od otroštva, zanima me, kaj je bil tisti klik, ki vam naredili, ne, greva v to, zdaj pa to naredili. Ne? Ker ideje imamo vsi, ne? Ampak kako recimo bi gledalce, ki recimo so na tisti neki meji, da bi mogoče prestopili naslednji korak, pa nimajo jajc po domače. Ja. Kaj je bilo pri vama tisto odločilen trenutek, da ste rekli, greva v to, evo, danes sta tukaj z izdelki? Ja. Najbolj hecno je to, da mogoče res nismo najbolj pravi čas zbrali, ne? Da mogoče, če bi, ne vem, prej mogoče kdaj poštudiral, mogoče ne bi ta čas, ampak enkrat je treba začeti in tako ste sami rekli, če ne bova riskirale, od 6. leta se poznava, smo najboljše prijateljice, obe, mogoče, če jaz malo bolj sanjam o tem, da bi enkrat imela svoje podjetje in smo glih taka dobitna kombinacija, ker se mi zdi, jaz mogoče malo preveč govorim, sem bolj prodajni tip. Tamara je moja točno tista polovica, kar jo potrebujem, analitik, pridna, vztrajna, organizirana in se mi zdi, da smo, ne vem, vedno bolj, ko sem te energije združevala, se mi je zdelo, pa saj smo dobitna kombinacija. In njeno znanje o psih, o kinologiji, o tem, ko je že 12 let prostovoljka, ko vse zna, jaz pa pač nekako tu v prodaji, rečemo, mogoče malo več pa v posodi in smo nekako prijetno s koristnim in smo rekli, če ne bomo probale, ne bomo nikoli vedele. No. Pa mogoče je bilo bi tako neko obdobje, bom rekla, v življenju, tudi mogoče na osebnem področju, ne, da je bilo res zdaj čas. Ne. In mogoče tudi tako, da se največ potrebuješ poguma. Ne. In enkrat, ko nehaš dvomiti v sebe, pa poskusiš dejansko, zdaj kar bo, zaupaš v sebe, da veš, da boš maksimalno dal od sebe, kar znaš, veš, da si že neke izkušnje pridelal skozi življenje in smo rekli, nekako poletje je bil tisti čas, ko smo rekli, pa poskusva, evo. Ja. A sta pustili te službe? Vajne, kako je s tem? Jaz sem pustila. Bravo, pogumno. Ja, sem pač rekla, da bom tako predana v podjetju prej, kjer sem delala s to posodo in mi je bilo res srčna. Ja, jaz čutim ljubezen iz te posode, res je. Tako. In nekako tako sem pa s srcem rekla, da moram iti tudi naprej svojo pot, ker bi rada bila tudi dober na svet je, če nekam daš 50%, jih 50% zgubiš. In nekako je treba nekih 100% nekam dati. Tako da jaz sem Tamara pa še vedno pridna in še vedno poleg tega, da še tukaj zraven maksimalno vlaga svoj čas, je še vedno vodja logistike, tudi pri Eurominds in Terminal. Tako da nekako še vedno skupaj plujemo. Ja. Super. Kakšni so plani za naprej? Zdaj, vem, da imata ful stvari, a boste vsaj malo izdali, da vemo, kaj še lahko pričakujemo. Ne? Vsi tisti, ki pač veliko nas je pa se ljubcev, kako mi čakamo, da pride torej še kaj tako res nekaj takega, tako osebno noto, pa s tako ljubeznijo, kot imata vidva. No? Zato me zanima res, kakšni so plani. Zdaj malo se mogoče poigravamo z mislijo glede barvnih kombinacij, mogoče še tu da malo izdava, mogoče tudi kar se tiče samih oblik posod. Malo se poigravava tudi z mislijo prodeti na tuj trg, no, tako da tudi, da bi šli napisi v angleščino, da bi bilo mogoče malo bolj internacionalno. Ja, kar akcija. Jaz pa vidim, da tole je res tako lušna ideja, tako domiselna, s takim občutkom je res prva, ne? Ja, in tako se nam zdi, res smo hoteli biti malo drugačne, srčne in najine ideje, najini motivi. Mogoče tudi to, da vsak kupec pri nama dobi osebno zahvalo, se pravi, dobi zahvalo, dobi osebno zahvalo in dobi vizitko najine zgodbe, da vidi dejansko, da vsak začuti to, zakaj so skupaj prišle, kako je nastala ideja, ker dejansko zdaj v prvi vrsti nama je želja res direktna prodaja do kupcev, da naj jo spoznajo, začutijo. Kakšne so pa kaj cene? Ne? To tudi moramo obdelati, zakaj pa to ne sme biti mene. Koliko je tukaj denarja, koliko tukaj stane? Približno, od do, cca. Ta majhne so nekje od 15 €, pa večje personalizirane, pol personalizirane so malo dražje, nekje pridejo do 20 €. Smisel, da je ful dražji, glede na to, da so v bistvu vse življenjske, ne? Sej, točno to. Jaz tudi mislim, da včasih, tudi če bi že kdo mi hotel reči, to je pa drago, mi damo, da ne rečem, vsak mesec za frizerja 50 €. Za posodico
daš, ne vem, 15 evrov, pa bo pes imel Pa še 5 kakšen let. drug post za njim. Tako, verjetno. pa še Ja, nekaj ja, drugega, ja, res to, točno res to. to, točno to. Prej bomo kupili novo posodo za novega motiva, ker bo prišel nov motiv ali pa kakšna nova lepa, ne vem, napis, ko pa da bi se posoda uničila. Tako da se mi zdi, da cene, glede na to, da je to slovenski produkt, da smo se res se res trudimo, da bi s slovenskimi produkti delale, se mi zdi nekako to res Sprejemljiva cena. Sprejemljiva res cena. Definitivno. Se strinjam. Hvala seveda obema za obisk. Čudovite ste bile in res vam želim obilo tebi. uspeha. Ne bomo v vaju, ker res čutim to ljubezen, da se res. Tako da evo, hvala in res gasa. Hvala. Najlepša Hvala tebi. hvala.